Ena od najbolj vidnih, prepoznavnih stvari naše kulturne krajine v Sloveniji so gotovo tudi mnoge cerkve, ki so posejane po celem ozemlju. Mislim, da se približujemo številu 3000. Vsako obdobje je pustila svoj počat in morda se je najbolj ta sakralna arhitektura izživela v času baroka. Ena od teh številnih cerkva na naših tleh je tudi tukajšnja svetega Jožefa v Ljubljani, ki je bila zgrajena kot zaobljuba po potresu 1895. leta. Ta cerkev je imela posebno zanimivo zgodovino, kajti ko še ni bila zgrajena, je že postala vojašnica med prvo svetovno vojno. Leta 1921 je bila vrnjena v sakralno uporabo in je služila v te namene do leta 1949, ko je bila nacionalizirana. Ljubljana je tudi bogata sama z mnogimi cerkvami, mislim, da jih je okoli 60, posebno pa izstopajo 4 baročne v samem središču mesta, stolnica frančiškanska, uršulinska in svetega Jakoba. Jakob je morda tisti, ki je najbolj odmaknjen od našega vsakdanjega pogleda, je pa pomembna, kajti ta cerkev je bila prva jezuitska cerkev v Sloveniji od 1597, ko so prišli, so na istem mestu, kjer je stala predhodnica, zgradili sedanjo baročno cerkev, ob njej pa jezuitski kolegij, ki je bila prva visoka šola na naših tleh. Če se še malo sprehodimo po Ljubljani, bi opozoril še na eno malce skrito, vendar Plečnikovo cerkev za Bežigradom, ki ima tudi posebno zgodovino. Ta cerkev je bila pozidana prvotno na starem pokopališču ob cerkvi svetega Krištofa, vendar se je zaradi predvidenega kongresa Komunistične partije Jugoslavije 57. leta morala umakniti za nekaj 100 metrov naprej in na levo med stanovanjske bloke. Gradnjo je vodil Tone Bitenc, asistent arhitekta Plečnika, ki je pozneje tudi ob cerkvi pozidal zvonik, ki navzven ne daje vtisa, da je to sakralni objekt.